gledalke in gledalci, pozdravljeni v novi sezoni oddaje Skok v šport. Danes je z nami Nejc Vozelj, predsednik nogometnega kluba Zagorje. Gospod Vozelj, pozdravljeni v našem studiu. Lep pozdrav. Začnimo pri članski ekipi, tudi letos v tretji slovenski nogometni ligi Center. Kljub malce, bi rekel, druga spremenjenem kadru, morda malce nižjim ciljem pred sezono, odličen štart na prvih tekmah, brez poraza, zmage, en remi. Kako ste vi kaj zadovoljni? Ja, s začetkom sezone smo zelo zadovoljni. Praktično, tako kot ste povedali, treh tekmih 7 točk. Če bi nam že na začetku to obljubili, bi z obema rokama sprejeli, čeprav, če pa zdaj pogledamo prvo tekmo, ki smo dobili samo točko proti Komendi, smo imeli pa na pladnju vse 3, pa jih nismo, ampak v redu. Se nam je pa drugo tekmo toliko bolj poklopilo vse, tako da so fantje res z eno borbeno igro prinesli ta pravi rezultat. V igralskem kadru članske ekipe je bilo kar precej sprememb v primerjavi z lansko sezono, nekaj nosilcev igre je odšlo, tudi vi ste se upokojili, morda malce kasneje še o tem, kako je to vse skupaj zdaj spremljati iz tribune. Malce predstavite nam novince, povejte, kdo se je poslovil, za kakšne igralce gre. Tako je, no ja, res je, da je kar pred začetkom te sezone, moram reči, da se je kar prevetrila tale ekipa. Klub so v bistvu prenehali so z igranjem Miha Gracer, vratar, pol Aleš Burja, Gašper Kureš, še zelo mlad, ne. Jaz sem tudi zaključil, potem so odšli Nebojša Karamarković na hrvaško drugo ligo, Ivica Pelić v slovensko drugo ligo, tako da se kar pozna, to so bili kar dosti kvalitetni igralci vsi. In smo mogli, v bistvu smo kar fajn, bi rekel, švicali čez tale prestopni rok, da smo kakor toliko sestavili ekipo. Ekipa, bi rekel, realno še zdaleč ni toliko kvalitetna, kakor je bila lanska, ampak so pa izgleda toliko bolj tudi na borbenosti pridobili, v bistvu mogoče malo na sproščenosti bolj. Tako da so super zaštartali novo sezono, no. Prišli pa so Domen Kunič, sami mladi v bistvu, iz mladincev člane, se pravi Domen Kunič z Interbloka, potem je prišel Simon Zupančič, v bistvu iz Rudar Velenja, pa priključili smo tudi Arenška, ko je pa pač produkt naše šole, ne. Tako da so vsi mladi fantje, ko se morajo pač, imajo možnost letos, da se uveljavijo, kajti tudi številčno nas je, mislim, da nekaj 18-19, tako da upam, da bojo te fantje letos izkoristili. Nekak cilj je biti nek na sredini lestvice. Lani smo imeli kar visok cilj, v bistvu, da bi se uvrstili v to drugo ligo, ker nam je pol na koncu v bistvu kar dosti manjkalo, ampak smo bili pa kar na dobri poti skozi celo sezono, no. Letos pa nekako tako računamo nekje sredina lestvice, no. Najbolj kadrovsko podhranjen je napadalni del ekipe, čeprav razumem. Omenili ste tudi Gašperja Kureža, kariero zaključil pri 23 letih. Kako ste vi kaj sprejeli to odločitev in verjamete v napadalce, ki so sedaj v klubu, da bojo znali nositi breme? Ja, jaz seveda verjamem v ekipo. Če ne bi verjel, pač ne bi bil tukaj, ampak je pa res, da take stvari, jaz vsakeč, ko je konec sezone, opravim tudi razgovor z vsemi igralci, da tudi vemo, kako pa naprej, na kjer ga lahko računamo. Tako da pri Gašperju je bilo tako, da je pač mi nekako zagotovil, da bo pač ostal. Je pa pol nekako po dopustih, ko so fanti začeli s treningi, prišel in pač povedal, da nima več nekega motiva, da bi trenutno bil z ekipo. Seveda mene je šokiralo, ker sem vedel, da se je ekipa kar dosti, pač je dosti pomanjkanja igralcev, ampak kaj čemo. Iz danes na jutri izveš, moraš se pol nekako prilagoditi. Jaz mislim, da ekipa bo zgarala, če ne drugače, vsaj do tele zime, da bomo nekako, tako kakor zdaj smo sicer v vrhu, ampak se pravi, računamo nekaj na sred lestvice, po zimi pa pol še mogoče s kako dodatno močjo, sploh tako kakor ste rekli, največ nam manjka tam
v napadu, tam bi sigurno nucali kakega igralca, dva, ampak bomo videli, kako se bo pač iztekla tudi za te igralce, kakor smo bili že v pogovorih, ko so trenutno zdaj v drugi lig, pa se mogoče kjer ko bo manj igral ali pa kjer tudi po zimi priključen nam. Zagorje je po nekaj letih ponovno edini zasavski tretji ligaš, edini klub, ki ima člansko ekipo na državnem nivoju. Derbija ni več, to je morda malce manj, ena draž manj za sezono. Po drugi strani pa Zagorje nekako je tisti paradni konj zasavskega nogometa. Morda se pozna to tudi v tem, da igralci sedaj odhajajo tudi v drugo hrvaško ligo, drugo slovensko ligo. Kako vi gledate na vse to skupaj? Je morda za Zagorje bolje, da je Rudar v isti ligi, ker je ta dodaten naboj, nek interes dodaten, ali je za Zagorje vendarle bolje, da je rang više od ostalih klubov? Ja, zdaj čisto realno povedano, je boljše in ni boljše. Zdaj, pred vsakim derbijem je bil tist, če je bila tekma, bi rekel, z Rudarjem, bolj proti koncu sezone, se je zmer držal en nivo, ker so pač igralci bili tudi dosti motivirani za ta medsebojni dvoboj. Zdaj pač tega ne bo, čeprav mislim, da je ta derbi počasi že malo proti koncu, malo že v miru. Tudi na začetku, ko se spomnimo, 2000 pa pol gledalcev, potem je šlo počasi dol. Zdaj na zadnjih je bilo, mislim, da sam še 800, bi rekel. Ampak se pravi, je bilo pa super, da se je tudi 800 gledalcev zbralo, pa da je bil en poseben neboj, poseben čar tudi igrati, tudi pred navijaškim skupinam, ko so se tudi malo med sabo dajali. Ampak pač tako, ko se je zgodilo, mi bomo pač še naprej, upam, da to tretjo ligo pač naprej vozili, tako da Rudar se bo mogel pa pač potruditi. Škoda je, da je pač izpadel, kakor vem, so se kar dolgo borili, da se je prišli v to tretjo ligo, ampak jaz mislim, da pač s časom, ali pa mogoče že letos, je bo tudi rata. Ja, pot nazaj na državni nivo je kar precej težka. Zdaj pa od članskega k mladinskemu nogometu, ko smo ravno pri Rudarju, tudi letos, drugo leto zapored NK Zagorje v mladinski in kadetski selekciji sodeluje z Rudarjem. Formirala sta se skupna mladinska in skupna kadetska selekcija. Lani je malce manjkalo za tisti preboj v drugo ligo, željeni preboj. Kakšni so cilji letos? S sodelovanjem ste najbrž zadovoljni v obeh klubih, če ste ga nadaljevali. Seveda, smo zelo zadovoljni. Tudi lani, tako kot ste rekli, smo se pač odločili za ta sodelovanje. Ja, tako je. Cilj nam je bil v roku 2 let priti v to drugo slovensko mladinsko ligo in kadetsko. Lani nam žal ni uspelo, so šli Arne Tabor naprej. Zadnja tekmo smo imeli pač vse niti v svojih nogah, ampak žal so nam 3 točke zmanjkale na koncu. Tako da letos upamo na ta preboj, kar bi bilo tudi bi rekel, za cel zasavski nogomet zelo pozitivno, ker mislim, da ni tukaj samo bistvo, da se združujemo pri kadetih pa pri mladincih, bi mogoče še kako selekcijo pol nižji lahko združili. In na koncu, kakor zdaj vidim tudi pač probleme z igralci in tudi kako težko dobiš igralcev v prestopnih rokih, ta okolje tudi malo krepiti, mogoče tudi s kako združeno člansko ekipo. Ampak se pravim, tukaj tle je ogromen enih stvari še od zadaj, tako da nekih zamer, mogoče tudi, kar bi bilo pa dobro čim prej tudi pozabiti, ker drugače realno bi rekel v roku 5 let s kadrom, kakor jih lahko preključimo igralcev, zelo slabo kaže, bom rekel, ker tudi te igralci, kakor so trenutno, zdaj govorim pri nas, bojo tudi slej ko prej zaključili karijere, tudi te, ko so zdaj pač 28, 29, bojo pač prenehali z igranjem od zadaj, praktičen, če zdaj rečemo, da smo od mladincev priključili enega igralca, ampak so bili pred, bi rekel, 4-5 letom, te letniki 99-2000 najbolj številčnejši, so bili prvi 15 prvaki, so se borili za prvo slovensko ligo. Zdaj smo pa enega igralca lahko priključili še. Ostalih pa ni, se porazgubijo in nehajo, grejo v šolo. Pač tako da za ta okolje bi bilo kar smiselno, da bi se pač v prihodnosti
imajo glave skupaj, pa še kakšne druge selekcije z drugim. Najbrž je ravno cilj tega združevanja to, da čim več mladih talentov ostane tu, da se tu formira neka močna selekcija. Kot ste dejali, morda nekoč tudi članska ekipa, pot do tja bo dolga, prvi koraki pa so vendarle storjeni. Bili so storjeni v dobri veri in v pravo smer. Tako je, res je. Zdaj gremo malce še mlajše selekcije pod kadetskim nivojem. Koliko selekcij ima NK Zagorje od najmlajših pa do U15, za tiste, ki ne vedo, to nekako čas do konca osnovne šole. Koliko selekcij je kaj spremembe pri trenerjih določenih selekcij, ste imeli kaj problemov s popolnjenjem trenerskih kadrov za letošnjo sezono? Ja, tako je. Trenutno imamo 8 selekcij do U15, potem pa še kadetska mladinska, se pravi 10 selekcij. Imeli smo kar dosti problemov v bistvu pridobiti trenerje, kar je zelo zanimivo, da praktično jaz za eno selekcijo sem preklical, bi rekel, 13 trenerjev, in pač sem bil iz takšnih in drugačnih razlogov pač zavrnjen, češ da pač ni časa, služba in razne stvari. Tako da smo kar s težavo zbrali trenerje, ampak smo tudi pač priključili prvo 11, dva pač članska igralca tudi, ko sta tudi pač izrazila željo, tako da smo na koncu nekako pač popolnili ta trenerski kader. Dobili smo pač tudi novega vodjo mladinskega pogona, gospoda Francija Privška, ki je tudi super pač zalaufal zadevo, tudi s to šolo, z Vrakčevo šolo pač. Bo v nadaljevanju še kaj rekla o tem. Ja, tako da dela se, trenirajo otroci že v bistvu od začetka avgusta, sploh 13 pa 15, zdaj malo kasneje so pa začeli še te najmlajši, ker vemo, da je tukaj zmer so te počitnice in ko se šola začne, takrat tudi ponavadi vsi otroci tudi pridejo pol na treninge, tako da se bo zdaj še praktično začel vse skupaj odvijati. Ko ste dejali, v Zasavju ni tako lahko najti kvalitetnih trenerjev za otroke, tudi igralcev ni lahko najti. Ko so že govorila prej o sodelovanju, morda poleg Rudarja sodelujete ali pa bi želeli sodelovati s kakšnim drugim klubom, ne vem, mogoče v prvi ligi, da si klub najde nekega partnerja, ki bi lahko pomagal na svoj način, pa bi se potem klub vezal na tega prvoligaša. Ste kdaj razmišljali o tem? Pa mogoče tu velja še izpostaviti, v občini Zagorje imamo še en nogometni klub, Kisoška Svoboda. Sodelovanje med Zagorjem in Kisovcem je že videlo pa dobre, pa slabe čase. Kje smo sedaj, torej sodelovanje in s klubi, ki so v višjem rangu, in s tistimi, ki so nižje v regionalni ligi, se kaj dogaja na trenerskem, igralskem področju? Zdaj, če začnemo s Kisoško Svobodo, pač mi vsako leto, tako kot ste rekli, sodelujemo z njimi, pač po naših najboljših močeh. Zdaj, letos smo, mislim, da dali 4 igralce pač na posojo, da se pač gor kalijo ali igrajo, ali bojo tudi ostali gor, ker nekako je tako bolj, pri teh igralcih je, ko enkrat grejo pač gor, tudi nimajo ambicij trenirati v Zagorju, da bi trenirali pri nas in samo igrajo gor. Potem gor trenirajo enkrat, dvakrat na teden, kar je bistveno premalo, da bi jih se pol praktično, da bi se jih lahko mogoče tudi priključili. Ampak ja, neke posoje so, se dogovorimo, kakor gre. Bil sem pa tudi že v bistvu v lanskem letu v dogovoru z enim prvoligašem, ampak to so zadeve v bistvu, da bi naredili neko skupno sodelovanje, da bi igralce dobivali, ampak jaz sem še zmeraj bolj za to stvar, da bolj priključujemo domače zasavske, bi rekel, zasavske nogometaše, ker tukaj je vedno problem. Zdaj, eden iz Ljubljane, če se bo vozil sem, pred so stroški. Zdaj, ok, mogoče, če bi druga ekipa krila, je veliko lažje, ampak spet je pa mogoče pri domačih kakšna zamera, pa kjer neha. Zato tudi imam raje, bi tako rekel, da je domač kader tukaj. Zdaj, če bi bilo pa res kriza, da pač ne bi bilo igralcev, bi pa mogoče kakega igralca ali pa dva že potegnili odkot, sam. No, v preteklosti še, ko ste bili vi in ko sem bil tudi sam v mlajših selekcijah nogometnega kluba Zagorje, je obstajalo recimo neko sodelovanje z Gorico, sicer bolj ohlapne narave.
Sedaj imamo našega Mirana Burgiča, tam, ki je ravno kar zaključil kariero, tudi Adis Hodžić, eden od biserov zagorskega nogometa, iz Maribora prestopil v Gorico. Je Gorica morda zanimiva ali je to vendarle predaleč, se ozirate bolj po bližnjih klubih, kako gledate na to? Ja, Gorica je mogoče res malo zelo oddaljen mesto za neko združitev. Ja, je pa tako, Burga je pač prvi korak naredil tukaj. Takrat sicer res ne vem točno, kateri smo v bistvu skupaj igrali pri starejših dečkih še, ali pri mlajših, no. Starejših točno. Pri starejših, ja, in potem je odšel preko pač drugih ljudi, ko so bili takrat v klubu, so nekako verjetno imeli neko povezavo z Gorico, je odšel dol na preizkušnjo in dol ostal in naredil tudi super kariero. Bil je tudi znan kot zelo priden, delaven, tudi treniral je redno in ta trud se mu je poplačal, tako da sem bil tudi povabljen pač na njegov zaključek v Gorico, ko je imel zadnjo tekmo, v bistvu v spomladanskem delu, tako da smo se tudi potem malo družili, kakšno rekli. Tako kot sem rekel, naredil je super kariero, smo tudi prvošmo vsi, je le zasavc, ne, tako da, kar se tiče pa Adisa, ima pa še praktično veliko pred sabo, ne, naredil je pač iz Zagorja Olimpija Maribor, Gorica, tako da v bistvu bi rekel kar 3 vrh slovenske ekipe, ne, je nekako že spoznal, tako da samo ne bo nič prišlo, ne, bo mogel pač tekmo se dokazovati, delati in mislim, da ga čaka lepa prihodnost. No, ne glede na to, da se ozirate za sodelovanjem z dobrimi poslovnimi partnerji, pa se vendarle velja osredotočiti na tisto, kar imamo doma. Omenili ste že nogometno šolo Rdeči vragec, ki se je zagnala letos pod vodstvom novega vodje mladinskega pogona. Zakaj gre? Kaj bo drugače kot v prejšnjih letih? Kako stare fante privabljate in morda nekaj osnovnih informacij za starše? Ja, tukaj gre predvsem za fante, te začetnike, pač nekako od 6. leta naprej, 5., 6. leta pač lahko že začnejo trenirati pri nas, kje do 9. leta. Kaj se bo pač dogajalo? Dogajale se bojo različne vragčeve igre bomo imeli, potem več bo tudi pač prek Facebooka in prek vsega, predvsem več novic za njih. Tudi to že zdaj izvajamo v bistvu, ne, tudi za druge selekcije. Več stvari je vidno, tako da tudi turnirji po zimi bojo te vragčevi turnirji. Upam, da bomo privabili čim več ekip. Tako da, tako kot sem rekel, no, radi bi, da se čim več dogaja, sploh za te naše najmlajše, sploh nekako do U15, da so tudi malo, v bistvu lahko vse preberejo na internetni strani, v bistvu na Facebook strani, in da tudi trenerji pač dobro delajo z njimi. Tudi na ta način smo pač tudi zbrali nekako trenerje, da postanejo neka dobra partija in da v bistvu delajo, si pomagajo med seboj. Tale ime Rdeči vragec, je to kaj na Manchester United ali? Ne, vragci pač je zato, ker nekako vragec je ponavadi rdeč, mi imamo pač barvo dresu rdečo, zato smo nekako rekli, da bi za te najmlajše zbrali ime vragci, ne. Da ne bo kakšen navijač Liverpoola imel kakšnih zamir do tega imena. Slovenija kamp, gre za poletni kamp za mlade nogometaše, ki ga letos sicer ni bilo, v prejšnjih letih ste ga izvajali. Zakaj ga letos ni bilo in kaj si lahko obetamo v prihodnje? Ja, res je. Mi smo tukaj gostili v bistvu 2 leti zapored ta Slovenija kamp, ker je bila super zadeva. Letos pa se odgovorni oziroma organizatorji tega kampa nekaj niso uspeli dogovoriti, tako da sem v bistvu v zadnjem momentu dobil pač odpoved tega kampa. V bistvu je bilo to za celo Slovenijo, ker so pač, je bilo mislim 13-14 kampov po celi Sloveniji preko Slovenija kampa. Ne vem, kaj je bil razlog, ampak pri nas moram reči, da je iz leta v leto pač je to število otrok naraščalo. Tudi bil je pozitiven tudi feedback od staršev, ampak ne vem, kako bo pač naslednje leto, a bo še ali ne, ampak mi se bolj pač gremo bolj proti tem, da bi sami pač naredili, bomo pač čez leto dosti časa, da premislimo kako in kaj, pridobiti določene sponzorje
pač, da nam pomagajo pri teh stvareh, ker se kar nekaj novih pač rekvizitov, majice, kakšne kapice, bidoni in to, tako da bomo pač videli, če nam bo uspelo to zbrati, bomo pač na svojo roko organizirali tudi naš zagorski pač kamp, kjer bo tudi otrokom brez skrbi ne bo dolg čas. Gremo še malce k infrastrukturi, ki sicer vemo, da ni v lasti kluba, niti klub njo ne upravlja, ampak z njo upravlja Zavod za šport. Ograja okrog glavnega igrišča, potem druga tema, ograja na igrišču, na pomožnem igrišču v Europarku Ruardi. Kako daleč so zadeve, kaj je klub že naredil, da bi se stvari spremenile in ali lahko kmalu pričakujemo kakšno novo pridobitev? Ja, mi smo za ograje predvsem gor v Europarku, kjer trenira večina naših selekcij. Podali že pač prijavo na to fundacijo za šport, smo se prijavili tudi s pomočjo občine Zagorje in Zavoda za šport, ampak nažalost nam teh sredstev pač nismo dobili. In zdaj nekako obljubljeno je, da naj bi ograja v Europarku bila, ampak jaz žal pač nimam pač točnih podatkov, ali bo to čez 1 leto ali bo to čez 5 let. Bi bila pa zelo zaželena, zato ker pač, če je to namenjeno nogometnim treningom, potem pač nekako se psov ne bi smelo voditi po tem travniku in tudi s to ograjo bi to preprečili. Pa tudi malo drugače izgleda, ne, če v bistvu, ko streljajo na gol, da gre žoga dol v Hurbanovci, ne, po domače rečeno, ali pa če se ustavi v mreži. Je pa tako, da sem pa dobil informacijo s strani Zavoda za šport, da pa naj bi se še v tem letu naredila tudi pač lovilna mreža za začetek, tako da naj bi dobili v Europarku vsaj te lovilne mreže, tako da dol na žagi ne bojo jezni, če kakšna žoga prileti. Je to tista stvar, ki si v tem trenutku kot predsednik najbolj želite, ker vemo, Zagorje nikoli ne bo imel pogojev, kot jih ima Maribor, Olimpija ali pa večji evropski klubi. Če bi vas kot predsednika zdaj vprašal, zberite si eno pridobitev, ki jo lahko imate, ki jo sedaj nimate, pa jo imajo večji klubi, kaj bi izbrali? Ja, jaz bi izbral v bistvu to, kar sem zdaj rekel, se pravi ograjo okrog, ampak še predtem bi pa izbral mogoče kakšno pomožno igrišče z umetno travo. Ne bi zdaj rekel, da veliko površina za veliko igrišče, ampak nekako za golom. Veste, kakšno glavno igrišče imamo za golom, v bistvu, da bi postavili tam reflektor in umetno travo, kar bi bila tudi v bistvu nekako dolgotrajna rešitev, ker kakor vemo, bomo imeli pozimi zelo velike probleme tudi z telovadnicami, ne, ker nekako ne moreš dobiti terminov za toliko število otrok, ko jih imamo. Mi imamo 200 otrok in zdaj teh 200 otrok v nekako 7-8 ur telovadnic ne moremo spraviti, ne. Tako da ta umetna trava bi nam pa to delo kar olajšala, ker ob nekako milih zimah, bi rekel, se še vedno da trenirati. In tudi za otroke je mogoče super zadeva, ker lahko več delajo na tehniki in se veliko naučijo, kot pa na enem igrišču, kakor je polno lukenj in žoga skače, ne. Reflektorji bi si pa lahko seveda podaljšali trenažni dan. Seveda, lahko narediš urnik v bistvu in trenirajo vse selekcije. Igrišče se ne bo uničilo, ki je umetna trava. No, vse, o čemer sva govorila, je seveda povezano z denarjem. Zdaj imamo, da Zagorje, nogometni klub Zagorje kot društvo je vezan na institucije, v sklopu katerih deluje, torej Zavod za šport, občina, Nogometna zveza Slovenije, ampak kakšno je kaj finančno zdravje kluba, tisto, kar lahko seveda storite v klubu. Vas sponzorji imajo posluh za vas, recimo sploh za najmlajše, za člane verjamem, da je včasih težko dobiti sredstva, kaj pa za otroke, kako je kaj v Zagorju in širšem zasavskem okolju s tem? Ja, za otroke nekako prek teh turnirjev še zberemo nekaj denarja, tudi pač za cel klub bi rekel, no, bi rekel zdaj, če malo izpostavimo, pomagajo tudi Eti in Spekter, ki redno pač določen denar nakazujejo.
da lahko sploh preživimo. Seveda tukaj gre tudi velika zasluga tudi občine Zagorje, ko nam tudi stoji ob strani. Tako da potem so pa nekako se prebijemo iz meseca v mesec. Bi rekel, da je finančno stanje ni rožnato, je pa Ni pa alarmantno. tako, ni pa alarmantno, tako da lahko nekako iz meseca v mesec nekako rinemo klub naprej. Nimamo pa, bi rekel, za celo sezono, da točno veš, da imamo pokrito, kar to pa mislim, da je včasih bilo, letos, mislim, zdaj pa ni več tistih časov, da bi si lahko za tretjeligaša v bistvu ali tako nižje rangiranega, majhno Zagorje, to privoščilo. Greva še k eni morda malce bolj neprijetni temi situaciji glede navijaške skupine Crazy Boys. Neprijetno rečem zato, ker stvari niso take, kot so bile v prejšnjih sezonah. Za tiste gledalce, ki ne vedo, velja omeniti, v spomladanskem delu sezone se je na eni od domačih tekem zgodil en incident, v sodnika je nekaj priletelo. Zdaj v zagovor navijaški skupini lahko povem, da so tudi oni sami nekaj naredili v tem, da se je našlo krivca, da se je stvar sankcionirala, so bili pripravljeni sodelovati s klubom. Vendarle po letošnji sezoni na domačih tekmah jih ni na tribunah, zdaj na gostujoči so bili. Kakšno je stanje? Komunicirate kaj? Kakšno je vaše mnenje do navijaške skupine? Se vidite kaj s fanti in dekleti, ki so v skupini in kakšne odnose imate? Ja, tako je, mi smo že v štartu, ne? Jaz sem zdaj v bistvu 3. leto tukaj predsednik. V štartu smo vzpostavili zelo dober odnos, smo se pač dogovorili določene stvari in v bistvu smo si en drugom, bi rekel, nekako pomagali. Tako, mi smo pomagali z različno infrastrukturo, da so lahko delali te plakate in to. Tako so tudi oni nam šli naproti in z različnimi stvarmi tudi nam pomagali. Ampak stvar dogovora je bila takšna, dokler ne pride do kakšnih nevšečnosti, smo drug z drugim, ko pa pač pride, se pa tle nekako naše poti, bi rekel, pač razidejo. Zdaj zaenkrat bi rekel, da pač z njimi nimamo nekak stikov, glih zaradi tega incidenta, ko se je zgodil, ker moramo vedeti, tudi prej so bili že pač na tribunah razne bakle, kakor so prepovedane, ampak nekako se še zmerom dalo z delegatom nekako dogovoriti, da ni bilo kazen, ker kazen, če se bakla prižge, je mislim, da 125 €. Potem se pa sam povečuje. In nekako smo to še tolerirali, ko je pa prišlo res do tega incidenta s sodnikom v lanski sezoni, kar se nam je praktično kar cela sezona nekako zrušila. Ne bi rekel, da je bilo to glih pač glavni krivec, da se je to zrušilo, ampak pač bil je pa tudi en velik prispevek tudi tega. Tako da nažalost zaenkrat se pravim, nimamo pač z njimi stikov, mi smo se pač z vodjo sem se dogovarjal, da lahko grejo na tribuno, da lahko plačajo karto in so na tribuni, ampak kot neorganizirana skupina. Pač zaenkrat ne hodijo na domače tekme, kakor vidim, ampak se pravim, to je pač zdaj njihov problem. Mi moramo pač, mi za svojim stojimo, mi moramo tudi te stvari rešiti tudi s sodnikom, ker zadeva še zdaleč ni zaključena. Mi bomo mogli najbrž tudi z klubske blagajne nekaj denarja odšteti temu sodniku, zaradi tega, ker je bil le poškodovan, bil je pri zdravniku in tako naprej. Tako da dokler te zadeve se ne bojo zaključile, smo pač distancirani od pač navijaške skupine. Imamo pa še zmeraj, jaz pač s tem vodjo navijaške skupine še zmeraj normalno se slišimo, se pogovarjamo, osebno jaz nimam nobenih zamer, ampak pač kot predsednik kluba si pa tega ne smemo več privoščiti, nažalost. No, se je ravno zaradi tega, ker ta navijaška skupina je v preteklih sezonah vendarle, fanti so bili skoraj na vseh gostovanjih, res delovali tudi ob častni bakli, bi rekli, to je skoraj folklora in res je škoda, da je sedaj prišlo do tega, morda pa v bližnji prihodnosti se spet najdete na skupni poti. Greva zdaj malce naprej še k vam osebno, kot sem že dejal, letos nič več nogometaš, ste pa že kar malce izkušen nogometni funkcionar, če lahko temu tako rečemo. Kaj ste se naučili v teh 3 letih, katera zadeva je tista, ki ste morda rekli, tole je pa težje, kot sem si mislil, tole je pa lažje, kot sem si mislil, da bo. In za konec še vprašanje, če bi še enkrat bili pred isto odločitvijo, torej da stopite na čelo kluba,
s to glavo, ki jo imate zdaj, z informacijami, ki jih imate zdaj, bi se spet odločili isto? Ja, to je zelo težko vprašanje. Zdaj, če bi se še enkrat odločil, bi rekel zdaj, da skoraj najbrž, da ne. Skoraj najbrž, da ne, in to z razlogov, ker pač si nisem mislil, da bo toliko enih stvari, ne samo pač, vse veliko pozitivnih stvari. Jaz pač imam rad ta klub, zato sem tudi pač to vzel. Ampak je pa ogromno enega odrekanja, ogromno enih stvari in klub rab predvsem, se pravi, imeti eno ekipo, ne, da vsi delajo za klub. Tukaj pa bi rekel, govorim o 4-5 ljudeh, ko pomagajo klubu, kar je pa bistveno premalo, ne. Zdaj, in pol tudi veliko stvari na mene pade, in pol je pa tle veliko odrekanja, ne. Tudi doma sta 2 otroka, ko čakata, ne, doma. Zdaj, mogoče zdaj malo lažje, kakor sem tudi pač prenehal z aktivnim igranjem, ampak so pa to pač stvari. In tudi dobiš določene sovražnike, čisto nehote, ne, ker pač je to taka funkcija, da vsemu pač ne moreš ustreči, ne. Spada k temu. Tako. In nažalost, jaz se pravim, osebno proti nobenem nimam nič, ampak žal pa je to taka funkcija, bi rekel, da si na koncu gnilo jajce ti, ne. Zdaj pa greva še za konec čisto nekaj lahkotnih vprašanj, ni treba, da so dolgi odgovori. Vem, da ste navijač milanskega Interja, velik navijač že od malih nog. Letos je vaš klub po daljšem času spet v Ligi prvakov, tudi s Samirjem Handanovićem. Kaj pričakujete od letošnje Lige prvakov? Ja, pričakovanja kluba, kakor vem, so bile na začetku kar velika, ampak zdaj po 2-3 kolih se Inter ni glih izkazal tudi v domačem prvenstvu. Ampak se pravim, glih nekih velikih otvarci ne delam v Champions League, ker imajo že skupina je kar težka, mislim, da imajo Tottenham, Barcelono pa PSV, ne. Tako da bo že iz skupine kar težko jim priti, ampak jaz upam, da jim bo ratalo, navijal bom za njih, si pa tudi, če bo vse po sreči, obetam tudi ogled kakšne tekme, če so jo dobile kakšne poceni karte. Okej. Ste bili kaj razočarani, ker Luka Modrić ni prišel iz Madrida v Milano? Ja, to je bila bolj, bi rekel, nerealno pričakovati, da se bo pridružil, sploh po tej sezoni, kakor jo je imel, bi ga Real zelo težko spustil, tako da seveda bi pa zelo prav prišel, ne. Če ne Inter, kdo bo osvojil Ligo prvakov? Jaz bom navijal za Liverpool, ne, tako da upam, da Liverpool. Kdo bo prvak Slovenije letos? Maribor. Kdo je za vas najboljši nogometaš v prvi slovenski ligi? Prvi slovenski, ja. Trenutno mislim, da je kar tale Dervišević v zelo dobri formi, čeprav tudi ta Ibričić v Domžal je zelo dober, ampak ne, jaz bi rekel zdaj, da trenutno Dervišević, no, da je najboljši. Malce stran od nogometa, katero knjigo ste nazadnje prebrali? Nazadnje sem, če rečem, bi rekel tole od Zverjasca, otroško knjigo, ko berem za lahko noč, drugače pa prebral nazadnje, mislim, da od Alexa Fergusona, ta njegovo avtobiografijo. Kateri film ste si v življenju najbolj zapomnili? Film? Film, mogoče ta American Gangster od Denzela. Denzel Washington, odličen film. Še zadnje vprašanje, če bi bili finančno preskrbljeni za vse življenje, kje bi živeli, v kateri državi in zakaj? Ne vem, v kateri državi, ampak sigurno nekje, ki je zelo, mislim, večino časa topel, nekako večna pomlad, kak Kanarski otoki ob morju, mogoče, ampak bomo videli, kako bo. Gospod Vozel, hvala za ta prijeten pogovor in seveda veliko uspeha v vseh sferah življenja tudi naprej. Ja, najlepša hvala vam za povabilo. Gledalke in gledalci, to je bil Skok v šport, se vidimo spet prihodnji teden.